Kaj se bo zgodilo z Ethereumom? Bo doživel preboj ali pa polom? Čas je, da si ponovno ogledamo in analiziramo največji altcoin. Lepo zdrav nazaj na kanalu Explicit, kjer jemljemo kripto brez kakršnih koli olepšav. Tokrat, kot že omenjeno, si bomo ogledali Ethereum in to na isti način, kot smo si v prejšnjem videu ogledali Bitcoin. Šli bomo od manjšega časovnega intervala na večje. Ok, predlagam, da kar začnemo, podpimo se v grafe. In smo na dnevnem grafu Ethereuma, to je All Time History Index, kjer imamo celotno zgodovino. Naštiman imam logaritmični prikaz, tudi zato, ker dosti lepše prikaže tole situacijo. Če dam na običajnega, vidimo, koliko šuma pride notri. Poleg tega pa tudi, kar se tiče vzorcev, ni neke bistvene razlike. No, pa poglejmo trenutno Ethereum situacijo. Tukaj je prva stvar, ki pade v oči ta, da smo prebili tole mejo tukaj. To je bila zelo pomembna meja in vzorec, ki se je delal tukaj, očitno najbližja možna, oziroma najbližji možni vzorec, ki se je tukaj naredil, je bil tale naraščajoči trikotnik. Bom to spremenil na črno, da bo bolj vidno. Torej, naraščajoči trikotnik, ki je bikovski vzorec. In zdaj smo prebili njegovo zgornjo mejo, torej se je izvršil. Zdaj, če pogledamo, dokot lahko pridemo, če želimo nekako simulirati tale cilj oziroma tarčo, dokot pridemo preko tegale vzorca, bi mi prišli do nekje, sam malček, tukaj imamo mesto preboja. No, preko tega bi mi lahko prišli praktično do prejšnjega all-time high. Kot vidimo tukaj, tam nekje na 4800, skoraj da 5000. Ampak ne smemo pozabiti na meje, ki jih imamo tukaj še na poti do tamle gor. Tukaj je tale na okoli 3200 do 3500 in potem imamo tukaj seveda še sam vrh. To imamo od okoli 4200 pa do tam okoli 5000 oziroma 4800. Poleg tega mi zdaj s tem prebojem tukaj tvorimo en medvedji vzorec. Ga mogoče vidite? Tukaj to simulacijo tarče bom zbrisal, da nas ne bo motila. Bom še malček približal. Pa dajmo najprej povezati tukajle vrhove in pa dna. Torej tukaj imamo eno dno in tukaj je ta drugo dno. In vidimo, da imamo tukaj razširjajoči klin. To je medvedji vzorec in če se ta vzorec v popolnosti izvede, potem lahko izgubimo tudi tole mejo, ki je izredno pomembna za bike. To je meja prejšnjega naraščajočega trikotnika. Zdaj, kar se tiče RSI, smo tukaj v prekupljenem območju, ampak še vedno lahko rastemo naprej preko divergenc. Imeli smo eno medvedjo divergenco tukaj, torej tukaj smo imeli v gibanju cene vrh, višji vrh, medtem ko tukaj smo imeli vrh in nižji vrh. No, ta divergenca se je nekako izvedla tukaj s tem pacem in potem smo jo premagali. Premagali pa smo jo tudi iz tega razloga, ker smo tukaj dobili skrito bikovsko divergenco. Tukaj vidimo, imamo dno in nižje dno, medtem ko tukaj v gibanju cene smo imeli dno in dno na isti višini. Torej, skrita bikovska divergenca, to ponovadi pomeni nadaljevanje rasti in to smo potem tudi dobili. Stokastik RSI je trenutno v prekupljenem območju, ampak trenutno še ne kaže, da se bo kaj spuščal ali da bo kaj spreminjal momentum. Ok, dajmo te črte zbrisati, da nas ne bodo motile naprej. Pa si poglejmo 3-dnevni graf. In tudi tukaj vidimo, da imamo praktično isto situacijo. Prebili smo tale naraščajoči trikotnik. In zdaj trenutno delamo tale naraščajoči klin, naraščajoči razširjajoči klin, ki je sicer medvedji vzorec, ampak preko njega
če dosežemo njegovo zgornjo mejo, lahko še vedno dosežemo ta prvo tarčo oziroma ta prvo zgornjo mejo tukaj. To je od okoli 3200 do 3500. Tudi tukaj smo imeli eno očitno medvedjo divergenco, ki se je izvršila. Za malo, nekaj me ni ubogal zdaj, bom izrisal še enkrat, torej medvedja divergenca. Na nek način tukaj se je izvršila in potem smo dobili skrito bikovsko divergenco. Kot vidimo, tukaj imamo dno in za las višje dno, medtem ko pri RSI pa imamo tukaj dno in nižje dno. To ponavadi pomeni nadaljevanje rasti, kar smo potem tudi dobili. Zdaj te je najboljše, da zbrišem, ker če ne, lahko resnično motijo. In isto kot pri Bitcoinu, kar mene resnično moti tukaj, je pri tej rasti, kar me resnično moti, je tale padajoči volumen. Torej, imamo rast v ceni, medtem ko volumen pa tukaj pada. To ponavadi ni dober znak. Ok, pojdimo si naprej ogledati še 5-dnevni graf. Nič kaj novega tukaj, praktično podobna situacija. Naraščajoči trikotnik, ki se je lepo izvršil in zdaj delamo tudi tukaj, kot vidimo, naraščajoči, razširjajoči klin. Zgornje meje oziroma tarče so iste. Tukaj je izredno očiten padajoči volumen. No in tukaj tudi lahko opazimo, da se nam dela še nekaj drugega in to je medvedja divergenca. Kot vidimo tukaj imamo vrh in na to višji vrh. S tem, da tukaj moram še poudariti, da ni še jasno, če smo tukaj naredili vrh. Ok, to moramo še spremljati. Medtem ko tukaj na RSI pa kot kaže delamo vrh in nižji vrh. Tako da ja, tukaj imamo kar zanimivo situacijo. Pa si dajmo pogledati še tedenski časovni interval. Tukaj imamo, kar se tiče vzorcev isto, naš naraščajoči trikotnik, ki se je lepo izvršil in zdaj delamo tale naraščajoči, razširjajoči klin. Zdaj tukaj izgleda še kot malce nedokončan, tako da po mojem lahko komot pridemo vsaj do te zgornje meje. Tukaj torej tam okoli 3200 do 3500. Je pa tudi tukaj izredno očiten padajoči volumen. Nič kaj dober znak. Zdaj tukaj, kar se tiče divergenci, imamo spet zanimivo situacijo. Imeli smo eno divergenco, medvedjo, ki smo jo premagali. Tukaj smo imeli vrh in nižji vrh pri RSI, medtem ko pri gibanju cene smo pa imeli vrh in višji vrh. No in zdaj je trenutno aktivna tale skrita bikovska divergenca, kjer smo imeli dno, nižje dno pri RSI. Medtem ko pri gibanju cene, če pogledamo tukaj pobliže, smo imeli dno, višje dno in višje dno. No in ta skrita bikovska divergenca se zdaj, kot vidimo, zelo lepo izvršuje. Tako da ja, vsekakor ima tudi Ethereum zelo zanimivo situacijo. Predvsem me moti tale padajoči volumen, ki je izredno očiten. Spremljati bo treba to mejo, ko ali če pridemo do nje. Potem bo treba spremljati tale vzorec, kako se bo izvedel. In če se izvede, bo potem treba spremljati to mejo, ki bo zelo pomembna za bike, če bojo hoteli nadaljevati rast. Kar hočejo biki videti od te meje, je, da se od nje odbijemo. Če jo izgubimo, se lahko sproži medvedji scenarij. Na tem mestu bi se rad zahvalil še vsem patronom, ki s svojimi prispevki podpirajo ta kanal. Če morda želite postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Seveda, v zameno dobite dostop do dodatnih vsebin. Preko prvega paketa dobite dostop do mojega dnevnika tehničnih analiz. Tam takoj obvestim, čim se dogaja kaj zanimivega. Zdaj smo imeli malček mrtvila in čakamo na razplet. Pri ta drugem paketu, paketu više, pa dobite predogled do videov oziroma dostop do predogleda videov. In poleg tega je tudi Discord skupina izredno lepo zaživela. Tam objavljamo analize, vsak poda svoje mnenje,
in nasplošno se pogovarjamo o trenutni situaciji. Poleg tega pa tam zdaj objavljam tudi tehnične analize na manjših časovnih intervalih. Poleg tega pa lahko patroni ceneje ali celo brezplačno nakupujejo na moji spletni trgovini. Vse, kar so namreč do časa nakupa prispevali preko Patreona, lahko uporabijo kot dobro imetje. In če je to dobro imetje večje od zneska nakupa, potem lahko kupijo brezplačno. No in že ko smo pri spletni trgovini, ne je pozabiti obiskati. Tam je zdaj že kar nekaj indikatorjev na voljo, imamo RSI, MFI in ARI, indikator, ki sem ga kompletno spisal jaz sam. No, to so v bistvu naprednejši indikatorji, če morda mislite, aha, itak to že imam. Recimo pri RSI in MFI imate združene po 3 indikatorje v enem. No to vam lahko tudi precej prišpara na prostoru, ker kot veste TradingView ima za brezplačni račun omejitev samo na 3 indikatorje. Poleg tega pa je tukaj tudi ARI, Asset Rotation Index, indikator, ki vam prikazuje, kam na kriptotrgu se pretaka denar. Ali se pretaka v Bitcoin, ali altcoine, ali stablecoine. Je zelo uporabno orodje, po katerem se lahko orientirate. Hvala vam, da ste si video gledali do konca. Dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Zdaj pa mene zanima, kaj si vi mislite o tej tehnični analizi. Sem morda kje kaj spregledal, mislite, da sem kje kaj zgrešil, kar napišite mi spodaj pod komentarja. In z veseljem bom podebatiral z vami. Vesel bom tudi delitev tega videa z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Obeta se še ogromno zanimivih videov, spremljali bomo ceno tako Bitcoina kot drugih takih pomembnejših altcoinov. Vesel bom tudi kakšnih priporočil, tako da, če imate kakšno, hej, sem dosegljiv spodaj pod komentarji. Poleg tega pa bomo spoznavali še druge obetavne kriptoprojekte. Tako da bo še zanimivo in da ne zamudite kateregakoli videa, je najboljše, da se naročite na kanal in nastavite obveščanje, da vas bo YouTube o novem videu takoj tudi obvestil. Zdaj pa vam želim lep dan še naprej, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.